bolj smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Hello! Šenare, Dobar dan! pozdravljene knjigožerke in pozdravljeni knjigožerji. Knjigožerke in knjigožeri, wow! Super besedi, ki namigujete, da knjige kar pojemo. No, se jih v bistvu res pojemo, s svojimi možgani. Tudi jaz sem knjigožer. Trenutno berem enciklopedijo Države sveta. Jaz pa imam ob postelji več knjig. Včasih si zaželim prebrati kaj o naravi, včasih me povleče v svet domišljije k pravljičnim junakom in junakinjam, včasih pa preberem tudi novice. Tudi jaz rad preberem, kaj se dogaja po svetu. A nazadnje sem prebral najnovejši roman italijanske pisateljice Elene Ferrante. Wow, ke bello! Ko sem jaz brala Piko Nogavičko, sem se kar preselila v skandinavsko naravo k lesenim rdečim hiškam in severnemu siju. Meni je ravno to najbolj všeč, da se lahko s knjigo prestaviš kamorkoli, v katerikoli čas in se spoprijateljiš s komerkoli. Z branjem knjig razvijaš domišljijo, ki pa vedno pride prav. V domišljiji je namreč vse mogoče. Le oči zapreš in odpotuješ v čisto nov svet. Tako kot bomo danes z našo 6. oddajo poslušalke in poslušalce popeljali v svet knjig. V svet pravljic, poezije, pa tudi čisto pravih dejstev. Ja, čisto pravih dejstev. Zdaj pa vem, Juž, zakaj znaš našteti vse afriške države in jih tudi pokazati na zemljevidu. Vse to sem se naučil iz knjig, natančneje enciklopedij. Wow, to so knjige, ki nam razlagajo svet in njegova dejstva. In v današnji oddaji bo gotovo tudi kar nekaj dejstev in namigov za počitniško branje. Seveda, počitnice so tu. In ko se septembra vrnemo nazaj, bo naš svet domišljije še bolj pisan, raznovrsten in bogatejši. Še prej pa je na vrsti naša zadnja oddaja pred počitnicami. In saj veš, preden začnemo, poskrbi, da te nič ne bo zmotilo, Da si udobno nameščena ali nameščen, In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo všel noben šum. Svet novic je pred vrati. Ptice, imate besedo. pozdrav iz novičarskega sveta. Tokrat bo najprej z nami Urana Karenina. Pa sluš, ko sem takole v sredini junija čisto slučajno letela nad vodnikovo domačijo, sem naletela na otroški knjižni festival. Kako zanimivo je bilo! Polno malih in velikih bralcev in bralk sem srečala. Nekateri so pripovedovali, drugi poslušali, tretji iskali nove in nove knjižne dogodivščine, prav vsi pa so se fino zabavali. Mala sem morala paziti, da me ne bi pahadili, tako so bili nekateri zatapljeni v svoje knjige. Potem sem se raje prestavila na najnižjo vejo, najbližje lipe in na koncu pri prisluškovanju celo izvedela, da se takole zaradi knjig srečujejo na najrazličnejših festivalih. Fabula, Sanje, Viljenica, pa še nekaj čisto drugega, kar me je zadnjič presunilo. V Sloveniji imamo samo en otok, tistega na Bledu, na katerem stoji cerkvica in kamor se turisti vozijo s čolni, imenovanimi Pletne. Hrvaška, naša južna soseda, pa jih ima več kot 1200. Nekateri so celo tako majhni, da na njih ni asfaltiranih cest in tudi ne avtomobilov. Na enem od njih, ki se imenuje
Susak, pa se je zadnjič pojavil čisto pravi avto. Nihče ne ve, kako se je pojavil tam, saj na otok ne vozi trajekt. Ampak takole med nami, sama sumim, da so ga na otok prinesle kakšne močne ptice. Na, saj ne vem, priplavati vendar ni mogel. S tole skrivnostno zagonetko pa vas zapuščam čez poletje. Lepo se imejte! Hvala lepa, Urana Karenina. Kakšno bo pa kaj vreme, Galeb Golobič? Pozdravljeni. Če pomlad ni izpolnila naših želja po toplem vremenu, pa kaže, da bo poletje lepo. Sončno vreme že čutim v svojih votlih kosteh, ja? No, to je za ptiče normalno. Ne to, da čutimo vreme v kosteh, pač pa to, da so leti votle. Menda imamo to še od praptiča Archaeopteryxa. No, tako pravijo znanstveniki, kaj pa vem. Lepo vreme nas bo iz zaprtih čitalnic tako povabilo v knjižnice na prostem. Tako lahko povprašaš, če tudi v tvojem kraju obstaja knjižnica pod krošnjami. V teh knjižnicah lahko uživaš v dobrih knjigah v sencah velikih dreves. Lahko pa v kakšnem parku najdete knjigobežnice. To so ptičjim hišicam podobne izmenjevalnice knjig. Odpreš vratca, vzameš knjigo, ki ti je všeč, in namesto nje pustiš tam knjigo, ki je ne potrebuješ več, da jo bo lahko prebral kak drug knjigobežnik ali knjigobežnica. A ne zamenja jih s pravimi ptičjimi hišicami. Knjig bomo ptice sicer vesele, še raje pa imamo, da z nami izmenjate kakšna sočnična semena. V zameno pa vam kaj lepega zapojemo. La, 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 la. Hvala za besedo. Vračamo se v studio. Hvala, Galeb Golobič. Pa pokukajmo še v svet turizma. Namigi za počitniško branje s Čukom Branetom. Dobrodošli v mojem bralno-potovalnem klubu. Med ljudmi sem zapazil porast porabe kolesa, zato sem se tudi sam zapeljal v zgodbo, kako je gospod Felix tekmoval s kolesom. To je bila zabavna vožnja, po kateri sem ugotovil, da to prevozno sredstvo ljudje uporabljajo z različnimi nameni. Vožnja me je zlačnila, pa sem se lotil hrustanja knjige Fižolčica beži pred fižolovo juho. Avtorica Alenka Spacal je svojo fižolčico v domišljiji prebarvala v modro barvo. Mene od fižola rado napenja, zato sem za vsak slučaj priklical čarovnico Lenčko, s katero sva na leteči zobni krtački preletela zelišča male čarovnice. Tam so shranjene zgodbe in dejstva o zdravilnih učinkih različnih rastlin in recepti. Ko so se vetrovi umirili, me je odložila na drevesu, kjer v duplini živi moja stara prijateljica Sovica Oka, s katero večkrat govoriva o knjigah. Zaupala mi je, da je njeno zgodbo o tem, kako je bila še mlada sovica, v knjigo zapisala pisateljica Svetlana Makarovič. Potem mi je posodila knjigo Slon pleza na drevo. To me pa zares zanima. Saj res, še namigi za počitnikovanje. Predlagam, da si najdete udoben prostor v parku, na obali, balkonu ali na vrtu in prečitate vseh 10 stripov o modrem osličku Ariolu. Sam sem ravnokar zaključil tistega o svinsko dobrih prijateljih. Za tiste malo večje, tako rekoč odrasle, poslušalke in poslušalce pa priporočam knjigo o prijateljici Urani z naslovom Bridkost je stvar s peresi.
Zdaj pa potujem na drevo, da vidim, če je tam res kakšen slon. Čau! Hvala ptice za izčrpne novice. Se slišimo po počitnicah. Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Cel življenje se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! In je padel na tla. Super. Hej, kaj pa počneš? Berem svojo novo slikanico. Dobil sem jo v šoli, ker sem spet uspešno zaključil bralno značko. Wow, čestitam! Kako pa lahko bereš slikanico? A niso v njej samo slike? Ne, sploh ne. Je veliko slik, ki se jim reče tudi ilustracije, da si lažje predstavljamo zgodbo. Vendar je ob njih tudi besedilo. Kaj pa če ni ilustracij? Potem si pa ne moremo ničesar predstavljati. Seveda si lahko. Tudi v romanih, to so daljše zgodbe z več junakinjami in junaki, ki so ponavadi brez slik, si lahko živo predstavljaš, kako osebe izgledajo, kakšne glasove imajo, kakšni so prostori, kjer se zgodba dogaja, pa tudi, kako diši cvetje ob poti, ob kateri se osebe sprehajajo. Wow, že voham lepe rdeče vrtnice. Branje pa res spodbuja domišljijo. Res je, pa ne samo to. Več kot beremo, več besed poznamo. Z več besedami pa lahko tudi bolje izrazimo svoje misli. Nič čudnega, da se reče besedni zaklad. Z branjem pa spoznamo tudi različne osebe ali živali ali koga drugega, ki o svetu razmišlja drugače kot mi. Na ta način pa jih lahko tudi bolje razumemo. S tem pa bolje razumemo tudi tiste ljudi iz resničnega življenja, ki so knjižnim junakinjam in junakom podobni. Wow, kako lepo! Moja mami zelo rada bere romane, meni pa se zdijo čisto predolgi. Nič hudega. Začneš lahko s slikanicami ali pa s kakšnim stripom, kjer imaš veliko risb. V oblačkih pa je zapisano, kaj junakinje in junaki govorijo ali razmišljajo. To bi pa šlo, pa tudi kakšno pesmico rada preberem. Pesmim pa učeno rečemo tudi poezija. Obstaja tudi dramatika. To so besedila, ki jih lahko uprizorimo v gledališču. Poleg tega pa so tu še kratke zgodbe, tragedije, komedije, basni, epi in drugo. Mojim prijateljem, ki veliko berejo, so zelo všeč takšne knjige, kjer se pojavijo zmaji, čarovnice in prerokbe. To so pa fantazijske pripovedi. Obstajajo tudi ljubezenske zgodbe, kriminalke, zgodovinske zgodbe, vesterni in še in še. Kadar knjige ločimo po vsebini, pa govorimo o žanrih. Tako kot pri filmih. Ob nekaterih se smejiš, ob drugih te je pa strah, ob nekaterih pa čisto nekaj drugega. Koliko različnih možnosti. Knjige pa res niso dolgočasne. Niti malo. A boš tudi ti naslednje leto sodelovala pri bralni znački? Zagotovo! Že takoj pa se lahko preizkusiš v tem, koliko veš o različnih književnih junakinjah in junakih. Pripravili smo namreč en kratek kviz. Obrusi svoje male sive celice in srečno! Za razgibavanje možganov sem pripravila kratek knjižni kviz. Taja, Juš, Jošt, ste pripravljeni? Smo! Prebrala bom vprašanje in dala na voljo 3 odgovore. A le eden izmed njih je pravilen. Taja, ti si prva na vrsti. Se že veselim! Kako bi zaključila tale vers? Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se A. Kuža pazi, B. Kapitan Gatnik, C. Maček muri. Maček muri! Bravo, Taja! Poslušalke in poslušalci pa si lahko to pravljico izposodite v knjižnici in jo preberete celo. Taja, ti veš, kdo jo je napisal? Vem. Ta pisatelj ima priimek in ime na črko K. To je vse, kar bova povedali. Ti pa med počitnicami lahko pobrskaš po knjigah in najdeš rešitev. Juš, vprašanje zate. Iz naslednje pesmi, ki jo je napisal Niko Grafenauer, je všel zadnji vers. Pedem ped se sam oblači, sam počeše in umije
čeveljčke si sam skrtači, sam se s čepico pokrije. Sam gre v širni dan na pot, sam preudari kot in kam, a čeprav je tak gospod, a. ne nosi kravate, b. svečke ne obriše sam, c. ne pobere kakca za svojim psom. To pesem pa znam čisto celo na pamet. Pravilen odgovor je B. Svečke ne obriše sam. Odgovor je pravilen! Če so ti všeč pesmi, ti priporočam knjigo Kosmatice, ki jo je napisal pesnik Milan Šel. V njej prebivajo tudi krave, ki plešejo. Bom dodal na svoj počitniški bralni seznam. A imaš tudi zame kakšno vprašanje? Eno zelo težko. Opisala ti bom glavno junakinjo istoimenske knjige. Istoimenske? Ja, naslov knjige je enak imenu junakinje, ki ti jo bom opisala. In je tudi pravilen odgovor na to vprašanje. Lahko začnem? Pripravljen. Ima rdeče lase, na obrazu pa pege. Vedno nosi različne nogavice. Živi v vili Čira Čara, njena najboljša prijatelja sta Tomaž in Anica. Ta junakinja je a. Pika Nogavička, b. Ronja, razbojniška hči, c. Hermiona. Odgovor A, Pika Nogavička. Si vedela, da je Pika Nogavička tako močna, da lahko dvigne svojega konja? Je pa res močna. Kako pa je ime Pikinemu konju? Tega si pa nisem zapomnil. Bom moral še enkrat prebrati knjigo. Morda pa ve kdo od poslušalk ali poslušalcev. Če veste, kako je ime Pikinemu konju, nam lahko napišete na mail oro.oddaja@gmail.com. Veseli bomo tudi risbic vseh knjig, ki jih berete, ali jih boste prebrali čez poletje. Knjižni kviz pa lahko pripravite tudi doma, za svoje starše ali pa skupaj s prijatelji. Za boljši svet. Aplavz za učni kotiček, ki ga bomo skupaj ustvarili tako mi, za mikrofoni, kot vi, naši poslušalci in poslušalke. Bravo, bravo vsem nam, ki si bomo skupaj izmislili pravljico. Copate dol, hitro na kavč, zmasiraj podplate in napni možgančke. Pa začnimo! Čakaj, kako bo pa to šlo? Dobro, imamo dve pravili. Pozorno poslušaj pripovedovalca ali pripovedovalko pred tabo in ko ta utihne in ko slišiš takle zvok, povej besedo, ki ti najprej pade na pamet. Enostavno, kaj ne? Pa začnimo! Filipova prva knjiga. Naj bo to naslov naše pravljice. Gostolasi mali Filip, star skoraj 5 let, se je odločil, da bo napisal svojo prvo knjigo. Ker je zelo rad hodil v gozd za hišo, je bila glavna junakinja njegove knjige Bukev! Hvala, Tanja. Ampak, ko je zvočni signal, se ne oglasimo mi. Takrat so na vrsti poslušalke in poslušalci. Dobro, pojdimo naprej. Ideje za knjigo je zato šel iskat v gozd. S sabo je vzel nahrbtnik, v katerega je dal razmišljal je o knjigi in se zaletel v drevo. Jaz bi na tvojem mestu malce gledala pod noge in pred nos, je zaslišal nek glas, medtem ko se je pobiral v stal. V gozdu se lahko ogromno stvari naučiš, če dobro opazuješ. Filip je gledal naokoli, a ni mu bilo jasno, od kod prihaja glas. Zvenel je kot: Kdo si? In kje si skrita? Le dobro poglej pod praprot, še prej pa izreci čarobne besede. Mali Filip je bil presenečen nad tem, kar je videl.
Takoj, ko je ponovil čarobne besede, je videl, da pod praprotjo sedi Drobna. Nimaš nobenih manir? Dober dan se reče. Oprosti, dober dan. Pogosto se govori, da bi rad napisal knjigo. Tako je bilo jasno, ko si vstopil med drevesa. Povedala mi je veverica, njej je povedal. Njemu pa? Rada bi ti pomagala. Knjige ni lahko napisati. Res se hitro širi glas po temle gozdu. Ja, z veseljem te omenim, ampak še ne vem, o čem bom pisal. Razmišljam, da bi pisal o bukvi, ki jo obišče... Kaj misliš? Se hecaš? Ta je pa dobra. A veš, da so knjigam včasih rekli bukve? Boš pisal bukve o bukvah. Še nekaj časa sta se takole smejala, nato pa je Filipa spreletelo. Ti, veš kaj? Že vem, o čem bom pisal. Me prav zanima. Mogoče o... V svoji knjigi bom opisal tebe. Ti si majhna, ki živi pod praprotjo, a tako majhna, da so že par 100 metrov dolge poti zate zelo dolge. Rada pomagaš mladim pisateljicam in pisateljem in zelo vesela si, če te v svojih knjigah tudi omenijo. Zelo sem počaščena. Kar cela knjiga o najinem srečanju. Komaj čakam, da jo preberem. Kolikor pa poznam naš gozd, se glas o njej že širi. Hvala ti. Že je konec učnega kotička in še en namig, preden grem. Če boš učni kotiček še enkrat pozorno poslušal ali poslušala, boš ugotovila, da sva šla kar lepo po abecednem vrstnem redu. Začeli smo s črko A, končali pa bomo s črko... Tako je, s črko Živjo! Pravljica. Današnjo pravljico je napisala Simona Čufer, govori pa o pisatelju, ki je izgubil vse črke in s tem tudi svojo pravljico. A k sreči sta se našla dva junaka, ki sta mu pomagala in njegova knjiga je bila rešena. Srečen konec, vse dobro. A najprej začetek. O pravljici, ki se je izgubila. Nekega jesenskega jutra je pisatelj dokončal svojo pravljico in se odločil, da jo odnese v tiskarno, kjer bo iz njegovih besed nastala knjiga. Liste je spravil v preprosto platneno torbo in odhitel po mestu. A na poti ga je ujel močan dež, ki je neusmiljeno namočil njegove liste. Pridružil se mu je še veter in črke niso več mogle zdržati na listih. Naenkrat so popadale na tla, pisatelj pa tega sploh ni opazil. Ko je nehalo deževati, sta mimo prišla deček Blaž in njegova babica. Blaž se je ustavil in počepnil k luži. Babica, poglej, se tu je črka Ž. Pa res, le kdo jo je izgubil? Pa še ena črka. Katera je? Blaž še ni hodil v šolo in je poznal le črke A, B, L in Ž. To so črke njegovega imena. Tudi babica se je sklonila k luži in rekla: To je črka P. Zraven pa so še A, I,
R, C, A, V, L in J. Ja, saj tukaj piše pravljica. Izgleda, da je nekdo izgubil pravljico. Blaž in babica sta pogledala, če je še kaj črk v bližini, in res sta jih po lužah našla za veliko košaro. Blaž si ni nikoli mislil, da je za pravljico potrebno toliko črk. Doma sta jih stresla na papir in jih položila k peči, da so se posušile. Babica je sedla k mizi in jih začela polagati v vrste, a ji ni uspelo sestaviti pravljice. Blaž, žal ti ne morem sestaviti pravljice. Nekaj črk manjka. Blaž je bil žalosten, a babica se je spomnila izvrstne ideje. Črke bosta poslala pisatelju, ki piše pravljice. In res sta jih poslala temu pisatelju, ta pa se je medtem ves žalosten doma skušal spomniti, kakšna je bila njegova pravljica, preden sta mu dež in veter odplaknila in odpihnila vse črke. Ko je dobil pismo s svojimi izgubljenimi črkami, je bil neznansko vesel. Joj, kako sem srečen. Mislil sem, da je pismo iz tiskarne in da so jezni name, ker jim še nisem prinesel pravljice. A tole pismo od Blaža in babice je res super presenečenje. Pisatelj je sestavil izgubljeno pravljico in jo odnesel v tiskarno. Čez nekaj dni sta Blaž in babica dobila na dom majhen paket. Radovedno sta ga odprla in notri našla otroško knjigo z lepimi risbicami. Babica je prebrala posvetilo. Blažu in babici v zahvalo za najdene črke. Pisatelj. Ja, ko se boste naslednjič sprehajali med lužami, pa le poglejte naokrog. Morda tudi vi najdete kakšno pravljico. Vic meseca! Zdravo! Tako kot prejšnji mesec nam je tudi tokrat vic meseca poslala Erin iz Ljubljane. Hvala, Erin! Ja, očitno si na dobri poti, da postaneš odlična stand-up komičarka. Tudi tokrat v vicu nastopa nagajivi zajček. Ja, kar prisluhnite, kaj je spet ušpičil. Živali so se odločile, da preveč kakajo pa lulajo po gozdu. In so se odločile, da bodo imele luknjo, da bodo skopale luknje. In je enkrat zajček, ki je šel po gozdni poti in ni bilo nobene luknje, njega je pa kakat parel. In je šel in se je skril za drevo, tam pa ni bilo luknje in se je pokakal. In je prišel medved, ki je bil nadzornik in je rekel, zajček, vidim te. In se je zajček hiter skril, pa kupček dreka z rokami, s tačkami pokril. Pol je pa medved rekel, kaj pa imaš kle? Metulja sem ujel. Pa rekel, a ga lahko pokažeš? Neka, pol bo zletel, pa ful je lep. In pa je rekel, da je vse. In pol ga je, in pa je tako. In je tačke odprl in naredil, kot da je zletel in je rekel, zajček, kaj pa je to? In je medved rekel, zajčku, kaj pa je to? Verjetno se od strahu pokakal. Hej, poznaš kak dober vic? Posnemi se, kako ga poveš in nam posnetek pošlji na oro.oddaja@gmail.com. In mogoče bo prav tvoj vic naslednji vic meseca. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Auf Wiedersehen! Hej da! 再见! Naslišanje! Kako lepo je, da se z vsako novo zgodbo potopimo v čisto nov svet. In prav tako lepo je, ko zgodbe ustvarjamo sami. Novih zgodb nam na svetu nikoli ne bo zmanjkalo.
Obstaja jih 1000 milijonov 500 900 300 1000 milijonov krat 968, pa še veliko več. Wow, Teja, mogoče mora biti pa naša prva popočitniška oddaja namenjena matematiki. Ej, kaj boste pa kaj brali čez poletje? Na polici me že čaka knjiga Smrdljivc, ki jo je napisal moj prijatelj Rok Bohinc. To je njegova prva knjiga, ki se je že močno veselim. Jaz pa se bom lotila risoromana Neustrašne. Risoroman je nekje med romanom in stripom. Komaj čakam. Jaz pa se ne morem naveličati pravljic. Še posebej so mi všeč basni. O njih smo že govorili v eni od preteklih oddaj. Mene pa čaka knjiga, ki sem jo prebral kot otrok. Na to pa nanjo pozabil, pa sem se zadnjič spet spomnil nanjo. Naslov je Primer rižota. Že vidim, kako me bo odpeljala nazaj v času. Mimogrede, sem pa zadnjič brala eno otroško knjigo in me je presunilo. Mislim, da vem, kaj pomeni uro. A res? Kaj? A res? A res? Ne. Se hecaš? To se hecaš, a ne? Precej bolj enostavno je, kot smo mislili. Uro pomeni... Otroška radijska oddaja. Joj, pa res, izide se. Pa tako jasno je bilo. No, to je bilo pa tako na dlani, da je res čudno, da nismo ugotovili. Je pa tole res lep primer, kako s knjigami širimo obzorja. Detektivi pač nikoli ne bomo. Pa nič hudega. Res ne. Sploh pa ne naslednja 2 meseca, ko bomo na počitnicah. Kot tudi ti, ki nas poslušaš. Želimo ti prijetno poletje s čim manj komarji. Z veliko dobre limonade. In s čim več dobre volje. Se slišimo spet jeseni. Adio! Čau! Bye bye! Arrivederci! Ejdo! Bog! Na slišanje!